teh 11 vsebinskih točk, ki jih predstavljamo tukaj na tehnološkem paviljonu, je treba tudi osmisliti. Ni dovolj samo to, da smo jih predstavili, mi si želimo, da jih poznate od bliže. Zato so tukaj ti naši sodelavci, nekakšni vsebinski, tehnološki kustosi, ki v debati z vami odkrivajo podrobnosti vsake od teh točk. Ena točka je pa popolnoma njihova in ta je povezana z njihovim projektom. Gre za tekmovanje, ki v bistvu slovi po temu, da je največje študentsko tekmovanje na svetu. V bistvu, ne. Na svetu je nekje 500-600 ekip in zdaj v povprečju ekipe imajo nekje od 10 pa tudi do 80 članov. Je v osnovi v bistvu nek podaljšek avtomobilske industrije oziroma njihove kadrovske službe. Ne. Samo tekmovanje je zasnovano tako, da je čim večji pretok zagnanih inženirjev, ki imajo interes nekaj več, poleg samo študija, ne, ki se pač v praktičnih primerih naučijo se žive probleme in neprobleme. In v bistvu je cel projekt zasnovan na temu, da gre za neko pretočnost. Gre res za tak celosten projekt. Mi imamo v ekipi tudi ekonomiste, imamo tudi pravnico, ker mi v bistvu delujemo kot neko fiktivno podjetje, ki izdela prototip, ki bi ga potem kasneje prodajali. Se pravi, moraš narediti nek tak biznis plan, ne? Poslovni načrt za prodajo voznega avtomobila, dirkalnika. Sama tehnika je torej vendarle na prvem mestu. Dizajn mogoče se sliši, kot da ocenjuje lepoto, ampak ne gre za lepoto, temveč gre za inženirske rešitve uporabljene, ali je stvar funkcionira, se pravi dela, ali je uporabljena enostavna rešitev, kompleksna rešitev, se pravi bolj, ko je enostavno, pa boljši, ko je učink, pač več točk dobiš, ne. Toda stroškovno pametne inženirske rešitve ne prinesejo zmage, če se odličnost tehnike ne dokaže na dirkališčih po svetu. To gre nekako za take zelo zaprte proge, kjer je povprečna hitrost cirka 50 do 55 km/h. Veliko je šikan, zato si vsaka ekipa nekako želi, da bi bil dirkalnik čim krajši, čim bolj ukreten. Ampak ti si že uspešen tudi na polju dirkaštva in prinašaš zagotovo veliko znanja v ekipo, ampak zanima me, kakšna je tvoja izkušnja pri Wurzu bila? Jaz sem bil iz strani Mednarodne avtomobilistične zveze, torej FIA, izbran med 10 najboljših oziroma najbolj talentiranih mladih za leto 2014, se pravi iz vsega sveta. Mi smo potem pri Aleksu Wurzu imeli, rekel, tak celosten trening, kaj pomeni biti dirkač, se pravi od psihične pripravljenosti, fizične pripravljenosti, pa ogromno seveda pač dinamike vožnje. Začeli smo čisto pri osnovah, slalom, pozicija za volanom in take stvari, pa do potem seveda naprednega dirkanja, dirkaške linije, drsenje in take stvari. Kje ste si postavili neko točko, ko boste rekli, ok, zdaj smo pa zadovoljni? V roku parih let, če bi mi prišli nekje med top 25 ekip, bi bili super zadovoljni, če posegamo še kam više, pa še toliko boljš. Predstavimo pa vam še eno osebo, ki je zaslužna za naš tehnološki paviljon. Arhitektko, ki je oblikovala halo, v kateri smo vas pospremili skozi sodobne avtomobilske tehnologije. Mi smo tehnološki paviljon umestili v stebrno dvorano, ki je dobila svoje ime po teh masivnih stebrih in zaradi tega že samo po sebi ima zelo močen karakter. Želela sem nekako, da se obiskovalci prosto gibljajo po paviljonu in spoznavajo različne sklope, ampak hkrati, da se sklopi med seboj ločeni. To smo želeli ustvariti, se pravi z primerno osvetlitvijo, z primernimi usmerjevalnimi označbami, prav tako pa tudi z uporabo različnih talnih oblog.